Lepo pozdravljeni v novem podcastu, enem od 12, ko govorimo o šoli prihodnosti. Današnja tema pa, ali je naša šola, pa zdaj govorimo o osnovni šoli, dovolj zahtevna, ali je prezahtevna, ali pa premalo konkurenčna, ker vendarle se zdi, da tekmujemo ves čas. In naši otroci so danes ne zgolj tisti, ki bodo tekmovali v Sloveniji, ampak tekmujejo na svetovnem trgu. Zato je še kako pomembno, kakšno osnovno znanje dobijo. In danes z nami v tej majhni klopi kar 4 in lep pozdrav. Dober dan. Zdaj boste pa veseli, da je ura šolska dolga zgolj 45 minut, a? Ja, kje začnemo? Lidija Grobelnik iz osnovne šole Sladki Vrh, vi ste pomočnica ravnateljice, ne, in ko sva govorila, kako bi danes to temo čim bolj dobro zastavili, ste rekli, dobro bi bilo, če bi o zahtevnosti osnovne šole govorili tisti, ki so jo že končali, pa ste hčerko sabo pripeljali, ne? Tako. Ja? A ima dovoljenje, da Klara pove vse, kar je res in ni res? Seveda, brez cenzure. Klara, kakšna navodila je dala mama, učiteljica? Ja, da povem tako kot ja, ne? Dobro. Sabo si pripeljala še Miha Friša, Cvajdika. Miha, in lep pozdrav. Dober dan. Tudi prvi letnik? Četrti letnik, aha. Pa si mi zdel nekoliko velik, ja, ker si je stopil noter. Katera šola? Druga gimnazija Maribor. Odlično. Klara, tebi sem pozabil vprašati. Tretji letnik prve gimnazije Maribor. Toliko pa že vem, da je to zelo pomembno, ali si na prvi ali na drugi gimnaziji Maribor je. To je malo rivalstvo. No. Pa seveda Bogomir Marčinkovič iz Bistrice ob Sotli, ravnatelj, lep pozdrav. Niste nikogar pripeljali? Ne, jaz pa ne. Dobro, okej. Bomo. Ni prostora, vse drugo. To je pa res. Zdaj je tema zahtevnost, ena od 12, ne, ko smo se pogovarjali, kaj vse je treba obdelati, ko govorimo o osnovni šoli, o šoli prihodnosti, je bila zahtevnost kar visoko na tem seznamu. Koga ne najprej vprašam? Morda vaju. A je osnovna šola, ki ste jo obiskovala, bila zahtevna? Kaj bi rekla potem, ko ste stopila v prvi razred srednje šole? Pa jaz bi rekla, da težavnost osnovne šole si po eni strani tudi malo sam prilagajaš. Veliko odvisno od samega učenca, koliko si ti pri pouku prisoten, koliko si želiš prejeti ta znanja, ki jih profesorji oziroma učitelji predajajo. Moram reči, da imam zelo lepe spomine in pač zelo lepo izkušnjo iz osnovne šole, da mi je dala veliko znanja, da se nisem počutila preobremenjeno, ni mi bilo pretežko in je bila dobra podlaga potem za gimnazijo. Miha, kaj bi ti rekel? No, jaz bi se na tem področju definitivno strinjal s Klaro, da je težavnost osnovne šole precej odvisna od posameznika. K sreči je meni osnovna šola ravno bila, lahko rečem, neenostavna, ampak sem se nekako gladko prebil skozi. Ampak mi je seveda omogočilo to delo na mnogih drugih področjih, katerim sem hvaležen. Saj so mi seveda potem tudi dale neko prednost oziroma neko vodilo, da lahko potem tudi na gimnaziji na takšnem visokem nivoju seveda tudi nadaljujem. Dobro je slišati tak dober začetek, ampak Lidija ali pa Bogomir, odvisno, kdo bo zdaj prvi odgovoril, vidva pa imata to širšo sliko, a ne, ves čas poudarjam tudi v vseh teh podcastih, da je vse to naše osebno mnenje, videnje, da ne moremo reči ene stvari, kar za vse enako, učitelj ima svoj pogled, svoje okolje, učenci, ampak če pa bi slovensko šolo morali nekam umestiti, kaj je zahtevna, preveč zahtevna ali je ravno nekje v ravnovesju, ko govorimo recimo po evropskih kriterijih in standardih? Če smem, glede težavnosti naše šole, če primerjam, ker prihajam iz območja, ki živimo tik ob meji z Avstrijo in pri nas nekateri učenci se odločajo in odhajajo v srednjo šolo kasneje čez mejo. Odhajajo v gimnazije, odhajajo v tehniške šole in čisto vsi za povratno informacijo so še do sedaj prišli, da so imeli zadostna znanja ali celo nadpovprečna znanja iz večina področij. Res pa je, da seveda pri vsakem učencu moramo vedeti, niso vsi predmeti oziroma vsa predmetna področja enako zahtevna za učenca oziroma enako priljubljena za učenca in lahko ima pač na nekaterih področjih
manjko kasneje za vstop v srednjo šolo. Zdaj pa, če gledamo pa še širše mednarodno, jaz mislim, da potem kasneje tudi naši dijaki, če pogledamo, mislim, da imajo široko odprte poti tudi po vsem svetu in če ne bi bilo dobrih temeljev, mislim, da kasneje ne bi mogli iti te poti tudi na univerze po vsem širnem svetu. To pa drži, mnogo jih imamo, ne, ko pogledamo od Harvarda do evropskih najboljših univerz, kjer so predavatelji Slovenci, tisti, ki so bili tam študenti. Pa vseeno morda Bogomir bi takole vprašal, ne? Vi pa kot ravnatelj pogledate tudi uspešnost vaših učenk in učencev skozi leta, ne? In če rečemo, šolo imamo nekako zahtevno, toliko in toliko, kako pa tem zahtevam sledijo učenci skozi zadnja leta? V bistvu, tako kot sta že prej povedala dijaka, da je zelo odvisno od posameznika, ne? Od lastne motivacije, od želje, potem da znaš, ne? Ker mi se malo preveč v Sloveniji pogovarjamo o cenah, ne pa o znanju, ne? To je ena velika razlika, ne? Znati ali pa imeti tisto ceno, ker znanje se potem čez 3 tedne pozabi, ne? In v bistvu je tukaj zelo pomembno, recimo, ko jaz na šoli spremljam te rezultate, predvsem tak zadnji NPZ, ki je letos, bom rekel, drugačen, ker tudi šteje za vpis v šolo. In zdaj, če čisto z lastnega primera v naši šoli pogledamo, so tako res vzeli otroci, ne, tako da včasih mi pozabljamo, da so lahko otroci odgovorni, ne, če jih na prav način nagovorimo, starše. In bom rekel, da nismo imeli takšnega uspeha na NPZ že dolgo in je tudi vsem pomagali, da bojo brez problema se vpisali v srednjo šolo prav NPZ. Ne. To je tisto merilo, koliko znanja so dobili v vseh teh letih, teh drobčkih, ker vemo, da so testi drugačni, sestava NPZ je zopet drugačna. Tako da tudi, ko se pogovarjam s kolegi, se pozna, da bom rekel, da je osnovna šola na Slovenskem kvalitetna, da imamo seveda učitelji, ki se pa morajo več čas izobraževati. Bomo še prihodnosti povedali na to temo nekaj izobraževanja učiteljev, predvsem za sodobni čas. Menim pa, da slovenska šola konkurira svetovni, kajti dijaki žanjejo uspehe na olimpijadah, na razne tekmovanja teniških, tako da smo res lahko ponosni in da to negujemo, ker lahko pa s par nepravimi potezi, seveda na najvišji ravni, naredimo veliko škodo, ne. To pa včasih mogoče se premalo vpraša nas praktike, da včasih mogoče so preveč hitro potezne, takšne poteze, rokohitrske in to pa ni dobro. A res se vam zdi, da so včasih prehitre, ker mi na primer pa gledamo, pa se nam zdi, da so pa včasih kakšno desetletje prepozne? Nisem mislil tako, ampak rokohitrski v tem smislu, da se ne premisli neke zadeve, vse rabi svoj čas, ne. In recimo, če jaz samo menim osnovna šola. Osnovna šola mora dati temelje otroku tudi, tako smo se prej pogovarjali, stresa, ker stres življenje ni pravljica. Otrok mora biti pripravljen na življenje, ko dobi v srednji šoli enico, da to ni nobena katastrofa, vse se da popraviti. Razen da daj, ko hudo zboliš. To je pa tisto, kar je žalostno. In je bistvo to pomembno sporočilo osnovne šole, mi pripravljamo mladega človeka na življenje, da bo kljubal vsem oviram zunaj, ki ga čakajo, da bo vztrajen, da bo želel in da bo predvsem vztrajal, ker vemo, kako je težko. Recimo, vemo, da nekje v tujini, prej smo se pogovarjali o Danski, na Danskem je predmet kot matematika empatija. Učijo otroke, kaj pomeni empatija, ne. Včasih mogoče malo pozabljamo tudi na tisto plat življenjskosti, ne, da se tudi pogovarjamo, vse so razredne ure, ampak tega je včasih premalo, ne. Moramo se pogovarjati, da otroci razumejo empatijo, solidarnost, ker tako dobimo dobrega človeka, ki je zelo pomemben za družbo. Ja, dobro, da boste samo 1 uro tukaj sedeli, ker v podcastu, kjer smo govorili prav o teh stvarih, bi tudi lahko, ne, edino morda bi bilo potem tega sedenja preveč. In dobro iztočnico ste mi dali, ko govorimo o tem, ali je naša šola zahtevna in ali vaju je pripravila osnovna na življenje. Vem, takrat ste bila še bolj mlada, kot sta zdaj, ampak se vama je zdelo pomembno, da ste se naučili tudi kaj, kar ni bilo ocenjeno z oceno.
In ali sta se naučila kaj takšnega? No? Prav o tem, kar je govoril zdaj Bogomir, empatija, odgovornost, morda točnost in tako naprej. A to tudi osnovna šola da? Ja, meni se zdi, da je osnovna šola po drugi strani tudi zelo dobra vzgojiteljica in da ti lahko priuči veliko takih življenjsko pomembnih stvari. Jaz sem se v osnovni šoli naučila predvsem sodelovanja. V bistvu, kako enostavneje je, ko nisi več sam za neko stvar, ampak si sošolci med sabo pomagajo. Se mi pa zdi, da bi se mogoče vseeno lahko naučili več nekih takih stvari, ki bi prišle v življenju prav. Mogoče ni pač. Moje mnenje je, da glede nekih stvari vseeno pridemo malo zacartani iz osnovne šole in da potem zna biti v srednji šoli kar šok, na katerim sploh tisti, ki so navajeni konstantno na neke dobre uspehe, pa potem pač v življenju ni tak. Ja, Miha, bom kar tebe podobno vprašal, pa še pod vprašanje, kaj pa je bilo morda najtežje potem, ko si prišel v gimnazijo? Ne? Kaj si pogrešal? Kaj bi bilo dobro, če bi te naučili morda v osnovni šoli? No, definitivno prva stvar, sprememba okolja, sprememba sošolci, novi obrazi, novi profesori in seveda nek nov sistem, na katerega se vsak posameznik mora po svoje prilagoditi. Mislim, da nisem imel ravno težav, kar se tiče vključevanja v družbo ali pa kakršnokoli sledenje snovi ali vzpostavljanje nekih dobrih odnosov z profesorji. Je pa definitivno največji izziv zame bil težave z samo logistiko. To bi lahko rekel, da je bila ena velika težava, s katero sem se spopadal. Ker sem se v osnovni šoli sem bil navajen, da imam pač šolo v svoji bližini in da ni to bil nek problem, da sem vzpostavljal še potem neke druge stvari in druge krožke oziroma druge dejavnosti zraven, seveda z osnovno šolo. Medtem ko je prišla gimnazija in sem potem moral malo več časa seveda nameniti učenju in nekemu poglabljanju osnov, pa sem definitivno izkusil, kaj to pomeni, da je treba pač več časa seveda vlagati tudi v to, da se pripeljem do šole, da pridem domov in sem potem, ne vem kako naj rečem, se moral nekako prisiliti, da se spravim delati, da pač življenje ni več pravljica in da stvari več niso tako enostavne. In mi je v bistvu srednja šola mi je dala neko bolj striktno rutino, kar se tiče dela, učenja, kot pa mi je dala sama osnovna šola, ker ne samo, da težavnost ni bila tako visoka, kot je na gimnaziji, ampak tudi logistično je bilo bolj enostavno, tako da je to nekako v meni dalo, vame dalo neko bolj striktno. Lidija, Bogomir, a je to, kar je zdaj povedal Miha, taka dobra iztočnica, a osnovna šola pripravi dovolj, se vse seveda spet ne more, odvisno, nekateri ne gredo v gimnazijo, eni gredo v poklicne šole in tako naprej, ampak ali jih dovolj pripravi na ta svet, ki jih čaka potem, ko kar naenkrat zapustijo to osnovnošolsko gnezdo? Ja. Glede tega bi rekla, da mogoče v šoli je nek manko, da otrok ne pripravimo mogoče za ene take čisto splošne vsakdanje stvari dovolj dobro. Bi rekla, da zdaj, ko se uvaja razširjen program v osnovno šolo, imamo teh možnosti nekaj več. Naprimer, prometna vzgoja je bolj ali manj bila v preteklosti usmerjena samo 5. razredu, ki je imel pač to na urniku oziroma v predmetniku bolj izpostavljeno. Sedaj, ko je razširjen program za vse učence šole od 1. do 9. razreda, lahko iz različnih razredov, torej različnih starosti, oblikujemo skupine in se priučijo določenih veščin, kot so, na primer, stopiti na avtobusno postajališče, prebrati vozni red, se zorientirati na voznem redu, vedeti, kaj pomeni, da od doma do postajališča še ti potrebuješ nekaj časa, da prideš, da veš, kaj so varne šolske poti, da veš, na kakšen način lahko se prideš, recimo iz kraja A do kraja B, kar je poudaril Miha. In dejansko v osnovni šoli, kot je že tudi Klara prej rekla, v bistvu zelo po domače zacartani smo. Ja,
v osnovni šoli učitelji res skrbijo, da otroci dobijo vse, kar je znotraj tistega časovnega okvirja, bolj ali manj dano oziroma jim zelo veliko pomagamo. Kasneje, ko pa prestopijo prag osnovne šole in gredo v katerokoli srednjo šolo, pa se morajo v veliki meri znajti sami. In jim neke osnovne take veščine, ki se nam zdi odraslim samoumevne, otrokom ne zdijo samoumevne. In to je tisto, kar morda bi še naša šola morala dati za življenje tem otrokom. Bogomir, tukaj bom morda še eno razmišljanje postavil, ker sem zdaj že kar nekaj govoril z vami, ravnatelji in ravnateljicami, pa tudi z učenci. Kaj pa tiste stvari, svet se spreminja, ne? Dodajajo se stvari, ki jih morda niti mi nismo poznali, kaj šele naši starši. Kaj pa potreba po tem hitrem uvajanju tudi nekaterih novosti, ki so bile še predvčerajšnjem praktično neznane? Tukaj bom zdaj dodal neka ta nova znanja, kritičnega razmišljanja, ko gre za umetno inteligenco, morda finančna pismenost, ne? Ker danes se vsi otroci ukvarjajo že s financami, še preden denar sploh zares imajo, ampak v resnici pa ne poznajo teh stvari. Bistvo, kar se meni, je nujno potrebno za življenje in bistvo večina šol se tega loteva, kot je kolegica rekla, ali preko nekih dejavnosti, aktivnosti, ko še niso v rešenem programu, drugače pa skozi rešen program. In tehnologija, glejte, ne bomo mogli obežati. Prepovedati slabše, ker vse, kar je prevedeno, je najbolj super, da se potem to krši. Ampak pomembno je pa, da skupaj seveda z širšim konsenzom, tehnologija, mi moramo otroke pripraviti do življenja, računalnik je tukaj, ChatGPT je tukaj, zdaj najnovejše študije kaže, da tudi tiste najbolj klerikalne svetovne univerze, ki so strogo rekli, ChatGPT pa ne bo pri nas, se že rahljajo in že uvajajo v pedagoški proces ChatGPT oziroma metodologijo v najširšem kontekstu kot pomočnika seveda. To, da se tudi uči kritičnega razmišljanja, da to ni nujno vedno pravilno, na kakšen način, da je pomembno avtorstvo, citiranje, vse povezavi s tem. Glejte, po drugi strani, ko pa imamo tehnologijo, moramo se pa zavedati v slovenski šoli, da je pa balans temo gibanje, ročne spretnosti. Na šolah ogromno delamo z glino, ker je dokazano, da najmlajšem obdobju otroka netenje, ustvarjanje se vpliva na razvoj možgan in potem tudi šivanje, zakaj pa ne bi šivali. In jaz imam tako prednost izkušnjo čisto osebno, ker mi zelo poudarjamo, veste, jaz sem tudi tam, kolegi se rekla v avstrijski meji, mi smo pa v hrvaški meji, ne? In je to podeželsko okolje, kjer tudi otroci doma pomagajo pri kuhanju in že dolgo tekmujemo dobronamerno nazdati kuhalnic, to je akcija Turistične zveze Slovenije. In smo letos naredili novo ekipo, smo šolke, 4 deklice, se neko dejte, bomo poskusili, kaj bo, kaj se je zgodilo, postale so državne prvakinje. Najboljše v Sloveniji in to je tisto, ko ne veš, kaj se bo zgodilo. Otrokom nekaj ponudiš, daš, oni pa skoristijo ali pa te, ko se rekla, zelo je pomembna notranja motivacija vsakega posameznika, to je največ. Se pa strinjam, mogoče, da bi si želel, zdaj upam, ko se zdaj so sprejeli novi učni načrti, da bomo imeli čas v osnovni šoli za utrjevanje, za neke spretnosti, ker jih ne moš oceniti, ampak so zelo pomembne za življenje, kot je rekla, sodelovanje, neko timsko delo, projektno delo in vse te stvari, ki sodijo ob tem. Ja, tehnologija je pa tukaj zdaj, bomo šole morale to igro sprejeti. Ja, hvala, dobra iztočnica spet za Klaro in za Miha. Kaj sta pogrešala v osnovni šoli zdaj, naprimer, a se vama je zdelo, da ker se niste učili računalništva na tak način, kot se morda tega lotevajo v Estoniji, ne, da sta bila zato potem kaj prikrajšana ali pa da sta danes prikrajšana, če pogledate kam čez mejo kakšnim enako starim otrokom v Ameriko ali v Singapur? Iskreno zdaj, to je že zdaj 4 leta, odkar sem obiskoval osnovno šolo, tako da se zdaj malo težko spomnim, ampak vem pa, da smo imeli v osnovni šoli določene krožke, kjer smo na koncu vsakega šolskega leta, če se ne motim, izbirali, kam bi se radi prijavili
da bomo potem te dodatne obvezne ure opravljali v naslednjem šolskem letu. V glavnem, in teh krožkov je bilo veliko na izbiro, ampak seveda so se pa krožki izvajali pod pogojem, da so imeli dovolj prijav. In večina sošolcev, vem, da so izbrali dobro, nemščina je bila ena izmed glavnih izbir, glede na našo zamejsko lego, ampak so pa bile mnoge opcije, ki pa so se mi zdele zelo simpatične takrat. Ne vem, je bilo tudi računalništvo omenjeno vmes, ki pa seveda določene niso zbrale dovolj prijav, ker nas je v šoli oziroma na generacijo številčno bilo zelo malo. Hkrati pa seveda ni bilo dovolj interesa, ker so si drugi želeli nekaj drugega. V glavnem, in tukaj sem se počutil edino, kako bi naj rekel, malo prikrajšan, ker sem res upal, da bi se ta določen program izvajal, ampak se na koncu ni. Ampak tudi nič zato, ker smo potem našli tudi neko alternativo. Primer je bil robotika, ki ga je poučevala gospa Grubelnik, in sem bil tudi zraven, in mislim, da mi je to dalo tudi zelo dobro iztočnico, kaj se tiče kreativnega razmišljanja. Ampak ja, zdaj edina problematika, ki se je pojavila, je bila ta majhna številčnost in premalo prijav pri teh določenih dodatnih vsebinah, ki bi se jih želel izvajati. Ja. Klara, da ne bomo vedno govorili le o digitalizaciji, robotih, matematiki in tako naprej. Morda še malce drugačno vprašanje. Veliko se ukvarjamo tudi z jeziki, a ne kdaj učiti naše otroke, ja, že v prvem razredu, kar kakšno angleščino, morda že v vrtec španščino, ne, pa potem vi še nemščino, ki je že tako ali tako sosednji jezik. Kako je na primer s tvojo ljubeznijo do jezikov? Jih imaš rada? Zdaj moram priznati, da sem veliko bolj naravoslovni človek in da mi jeziki ne ležijo. Se mi pa zdi zelo pomembno, da se z jeziki ukvarjamo že od malega. Pač to vidim predvsem zdaj, kakšen manko imam zaradi tega, ker sem mogoče v otroštvu nisem toliko ukvarjala z jeziki. Meni se zdi to zelo dobra popotnica, tudi za po svetu. Zdi se mi zelo dobro, da obvladaš več različnih jezikov. In se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno, da bi se otroci tudi tega učili. Pač pri nas je bila to nemščina, zaradi tega, ker smo v bližini Avstrije, ampak ja, vsaj ti osnovni, kot so angleščina. Ja. Lidija ali pa Bogomir, vprašanje zdaj, ne? Saj v robotiki bomo še kakšno rekli, brez skrbi, ampak ko govorimo o tej konkurenčnosti, je pač tako, ne? Angleško govoreče šole so konkurenčne že v trenutku, ampak bodimo iskreni, danes je največ na svetu Indijcev, ne, ker imajo ogromno jezikov, ali pa Kitajcev, na primer. Če bi danes v osnovnih šolah ali pa v srednjih učili kitajsko, bi verjetno otroke pripravili na svet prihodnosti, ko bodo Kitajci svetovna velesila. A je to tudi debata ali pa sploh razmislek med ravnatelji, koliko, kdaj in katere jezike vpeljati v osnovno šolo? Pa spet ne za vse, a ne, ker kot smo slišali z mano vred, nismo vsi za jezike in imamo pač svoje ljubezni od robotike do zgodovine in tako naprej. Ampak ali je to pomembna debata, ko govorimo o šoli prihodnosti, tudi ko je govora o jezikih? Ja, zagotovo. Jeziki v bistvu ne moremo ubežati, nikakor, da ne bi znali nekega tujega jezika. Zagotovo je angleščina že skoraj da materni jezik naših mlajših, ne, v osnovni šoli, kajti v bistvu dejstvo je, kot smo se prej pogovarjali o digitalizaciji, naši najmlajši skoraj da že odraščajo skupaj z TV, torej tako, v bistvu so nekako samodejno popeljani v ta tuj svet. Zagotovo, vsaj pri nas, imamo fakultativo, to pomeni tuj jezik, ki ga lahko starši izberejo za svojega otroka ali pa ne, že od vrtca naprej. Zagotovo pač vsi imajo različna mnenja o tem, kdaj naj se začne otrok učiti. Dejstvo je, da mlajši kot so, lažje dojemajo določene stvari. Res pa je, da zdi se, da nekateri otroci, se jaz včasih stopim tudi v prvi razred, opažam, da slovenske besede ne znajo najti, angleško pa brez težav. To pa ni v redu. Otroci se morajo maternega jezika a priori naučiti
sočasno seveda tuje jezike, 2, 3, če želijo starši oziroma če vidijo v tem potencial, v redu. Ampak materni jezik mora biti temelj, kajti branje potem pri otrocih začne zelo šepati. Lahko da berejo v tujem jeziku veliko hitreje kot v svojem, torej slovenskem jeziku. In potem to kasneje mi na različnih predmetnih področjih dejansko opazimo. Ta manko, ker preprosto učenci pričakujejo, da bodo vsa navodila podana ustno, da bodo vodeni skozi nekatera navodila. Ne? Navodila, ki so daljše od dveh vrstic, so že velika težava. In če otrok kasneje ne zna ustrezno prebrati navodil, si nekako narediti načrt v glavi za rešitev nekatere naloge, mislim, da potem tukaj dejansko ta diskrepanca nastane, da ne morejo biti tako uspešni, kot bi si želeli. A je ta konkurenčnost, o kateri tako radi govorimo, pa kljub temu smo pri osnovni šoli, kjer se učimo osnov, zato se reče osnovna šola, ampak ko govorimo o konkurenčnosti, a so ti jeziki tako ključni, naprimer, da se moramo pogovarjati, kaj bomo učili čez 5-10 let otroke? V bistvu so zelo pomembne, ampak zopet odvisno od šole, ker vemo, da učitelji so počasi že pod dinozavri, jih ni. In v bistvu je težko najti enega učitelja jezikov. Tako je kolegica rekla, angleščina, nemščina, potem še kakšna španščina, hrvaščina, kakšne voči. No, in zdaj smo 5 let nazaj dobili prvič v zgodovini in do šole pri nas učiteljico španščine in je bilo kar navadna španščino in potem tudi potrditev šolskega sistema pri nas, da so prišli Španci Erasmusa izmenjava obisk in je ta naša učiteljica, Slovenka, se začela kar z njimi pogovarjati. Oni so mislili, da je Španka, da je prišel to drugo, da je tudi ne izveljavi. In en Španec prišel do mene in rekel, taka čas, mi smo mislili, da je naša Španka. Tako dobro govori in tako je avtohtona. Vse kolo fino, to je pa pohvala tudi, kamor je podla, pa seveda tudi lasten interes. Ampak v bistvu je potem pomembno, da vsak potem prepozna, jaz pravim, da je dovolj, da znaš slovensko dobro, seveda tudi angleško ali nemško, ker ko gremo, vse veste, Avstrijc, Francoz, ni šans, da ti bo se prilagajal na Avstrijc. Mi Slovenci smo taši, da bi morali znati svoj jezikov, ker Kitajci bi rekli, če bi imeli na Kitajske, oni tam 2 milijona, za njih se jezik ne splača, ukinimo jezik. To je resnica, tako da bojimo to, ko je dragoceno naš slovenski jezik za 2 milijona ljudi, ker katerakoli delegacija bi prišla, kot bi rekli, za Slovence se jezik lastna splača, ne vzamajo ali angleščino ali pa nemščino, to je to. Ampak hvala Bogu, da imamo materni jezik in negujemo, vzgajamo seveda, sem tudi povedal druge jezike, ker živimo v globalnem svetu in da naši otroci, ko hodijo na izmenjave, bojo čez 20 let poslovni partnerji. To je dejstvo. Zelo dobro, hvala lepa, da večkrat poudarimo, da v resnici imamo slovenščino in glede na podatke, s kakšnimi težavami se otroci zdaj pri slovenščini soočajo, o branju govorim tukaj, pa razumevanju. Mogoče lahko še nekaj dodam, se zelo pomembno. Mogoče pa v Sloveniji dajemo prevelik poudarek slovnici. Kajti, ko sem šel malo raziskovati desetletje nazaj, Angleži imajo manj poudarka na slovnici našega jezika kot mi Slovenci. In potem se pojavi težava, ko pride slovenski otrok oziroma tudi jaz kot odrasla oseba, ki je imela angleščino v svet, sem trpel, ker razmišljam, past tense, continuous in trdivo. In potem je dano moja izkušnja v svetu kot učitelj matematike, da sem začel platiti angleško in dijaščino. Pomembno je, da sem se sporazumeval. To moramo naučiti otroke, da govori, tudi če ni pravilni čas. Govori, ker tako se učimo tudi z napak. A je tako? Ja. Vidva, ki imate verjetno oba pametne telefone, koliko časa sta na njih, to zdaj ni vprašanje, da ne bo pomote, ker ni to danes tema, ampak koliko sta se pa naučila skozi opazovanje, YouTube posnetkov, raznih posnetkov z Facebooka, Instagrama, TikToka. Kako hitro se učite mladi tujih jezikov, ko uporabljate moderno tehnologijo?
No, osebno lahko rečem, da je večina moje osnove prišla ravno iz socialnih omrežij. Treba je seveda tudi vedeti, da naša generacija je bila socialnim omrežjem in nekim pametnim napravam izpostavljena, ko smo bili že zelo mladi. Spomnim se, ko sem še v osnovni šoli imel čas, da sem igral igrice, ne vem, po več ur. Ja, kje so tisti časi, ja. No, da sem igral igrice, ne vem, po več ur včasih, presedel in sem gledal, ne vem, kakršnekoli posnetke na YouTubeu, glavnem karkoli, ampak nisem se pa zavedal, da se v bistvu jaz s tem pasivno učim tujega jezika, ker mi je nekega dne v osnovni šoli enostavno samo steklo. Nisem poznal nobenega pravila, nisem vadil iz nobenega besedičnega, ne vem, iz nobene knjige za besedišče, kakorkoli. Meni je to enostavno steklo in zaslugo dajem seveda socialnim omrežjem pri zelo mladih letih. Ne učitelju. Tudi učitelju, seveda, tudi učitelju, ampak to je bila tista v bistvu temeljna podlaga, ki pa verjetno ni samo pri meni takšna, tudi pri mnogih ostalih, ampak treba tudi seveda vedeti, da ko smo mladi, je določene informacije in neke nove stvari, kot so recimo jeziki, veliko lažje sprejemati in se jih naučiti. Tako da, ja. No, in najdemo tudi dobre stvari modernih tehnologij. Morda zdaj zate vprašanje, če bi te vprašal, a je naša osnovna šola, ti si jo zdaj že končala, pa še mama tam dela, ne, pa si še vedno na tekočem, v koraku s časom. Ja, In kaj bi to pomenilo, seveda, ne, da učitelj zdaj postavi težko vprašanje? jaz zdaj že 3 leta od tega. Se mi zdi, da vseeno prihaja vedno več tehnologije, pač s tem smo se že prej pogovarjali. Tudi zdaj je prišla umetna inteligenca, sicer to se je bolj razvilo v času naše že srednje šole. In se mi zdi vseeno pomembno, da se učimo nekih osnov, predvsem računalništva. Mi smo imeli v osnovni šoli krožek računalništva in se mi zdi, da mi je to nekako pomagalo, ker se mi zdi, da pač vseeno tehnologija, umetna inteligenca gre naprej in da ko bomo znali to pametno uporabljati, bomo lahko potem veliko hitrejši. Je pa res, da pač smo kot mali že izpostavljeni širnemu svetu in da mogoče ne znamo kritično presojati določenih podatkov in da pač potrebno mlade naučiti ne samo kako uporabljati računalnik ali pa telefon, ampak kako kritično presojati nekaj podatke. Ja, zdaj bova pa mamo vprašala, ne. Koliko so vaši učenci v stiku s to umetno inteligenco, digitalnimi orodji, programiranjem, na primer? V preteklosti smo na naši šoli imeli možnost, da so imeli učenci, bomo rekli, telefone nekako ves čas pri sebi, v torbi ugasnjene oziroma pospravljene v omarici. Sedaj imamo način, da ga že celo leto v bistvu telefon oddajajo učenci ob prihodu v šolo, torej pred prvo šolsko uro. Seveda učenci so nasprotovali temu dejanju, ampak sedaj je že steklo, je samoumevno, da telefonov nimajo. Mi je pa žal, da nekaj let nazaj bil je projekt e-šolska torba v okviru Zavoda za šolstvo. Mi smo bili ena od pilotnih šol, ki smo sodelovali v tem projektu in smo bili opremljeni z tablicami in sočasno smo imeli učitelji usposabljanja, učenje, uporabe le-tega in hkrati smo soustvarjali gradiva, ki so še danes vsem učencem in učiteljem na voljo. Žal se je ta projekt, torej ko se je zaključil, nekako polegel oziroma potihnilo vse, oprema se ni nadgrajevala in čez čas seveda ni več uporabna, se vemo, danes kupimo, jutri je že zastarelo. Nekako smo šole potem bile same primorane dokupovati določene stvari in ni več tako teklo to izobraževanje z sodobno tehnologijo. Prav je, da bi vse skupaj z učenci z leti raslo, pomeni,
da se ne učijo najprej osnov uporabe nekih pametnih naprav, hkrati iskanja informacij in potem luščenja teh informacij res na tistih področjih, na katerih vidijo, da jim pomagajo reševati neke nove probleme. V bistvu, naša želja v šoli je, da zastavljamo otrokom probleme najrazličnejše. In rešitve danes seveda pridejo s pomočjo umetne inteligence oziroma svetovnega spleta in jaz ne vidim s tem nobene težave. Največja težava je samo, da ne znajo učenci iz vsega tega nabora izluščiti tisto, kar nujno potrebujejo, oziroma bi bilo verodostojno pri rešitvi njihovega problema. Ker pa seveda tudi oprema na to vpliva, kot pravim pri nas, učenci seveda lahko preko svojih mobilnih naprav načeloma določene stvari pogledajo, delajo, jih njihove mobilne naprave, ki imajo seveda dostop še do drugih spletišč, ne tistih, katerimi mi želeli, popeljajo v druge veje, drugi širni svet. Zato pravim, mogoče, če bi tudi šolstvo bilo ustrezno opremljeno z nekimi digitalnimi napravami, bi lahko lažje šli s korakom. V korak s časom, ja. Bom postavil eno, da vas izzovem. No? Se mi zdi, da v Sloveniji zdaj zelo veliko govorimo o opremi. Vi vem, da razumete digitalizacijo, tehnologijo, robotiko in tako naprej. Na Danskem, na primer, otroke učijo res menda od 3. leta naprej programiranja, potem pa v Scratchu nekaj že sami spacajo in nekaj vidijo. Saj tudi robotika je en tak krasen del, da se spoznaš, ne? Pa v Sloveniji imamo na primer Yaskavo in en kup visokotehnoloških podjetij, kjer takšne kadre potrebujejo, ampak potem sem pa pogledal statistiko, kakšna je povprečna starost učiteljev in učiteljic in vprašal, zakaj za vraga nimamo pouka o digitalizaciji in informatiki in odgovor je bil ja. Bom te pošel Tako. No. Bom to malo začal malo zres. Ja, to je paradoks slovenske šole, da imamo po statistikah zelo dobro opremo, ki se pa malo uporablja, ampak to bom pa se navezal na kolegico, ki omenja projekt. V Sloveniji žal ne znamo, čeprav govorimo o trajnosti in nadaljevanju, nadgrajevanju. En dober projekt v Sloveniji je bil, bom rekel, en izmed boljših, od 2009 do 2013 e-šolstvo, kjer so prišli na vsako šolo situacijo, kjer so se učitelji intenzivno izobraževali in ko so se zagreli, se veste, kaj v športu, ko se zagreješ, 2013 je bil denar rezerviran, ampak potem je bila politična odločitev, da ta denar ni šlo v e-šolstvo 2, kar bi bilo idealna priložnost, da se naredimo preboji v svetovnem merilu, je šlo v Evropsko prvenstvo košarke, kar je tudi pomembno, ampak ta denar je tukaj se je presmeril, pač politika se veste, zato so prej malo nakazali, da takšne odločitve. To je bil en, bom rekel, velik X, ki pa seveda tudi zdaj se nadaljuje. Sam osebno sem zadovoljen, da smo v velikem projektu eksperimentalni je pa super, ker lahko ti daje svoje pobude, razmišljaš. Ne, da ti nekdo reče tak nared, pa dele, in od ti napeljujka 5.0, kjer nas je 30 šol vključeni, ampak samo 30, vedete, to je problem. In so velike razlike med šolami. Tu so naprej face, tam pa že osnove so problem. Ljudje stari so poprečno učitelje, je pa to težava, kajti ni strukturirnega izobraževanja, čas je hiter, ampak nas preseneča, veste, bom rekel eno izkušnjo. S kolegico, z eno učiteljico smo usposabljali po Sloveniji v okviru enega evropskega projekta, smo hodili trening 2 šolske ure, jutri boš to uporabil v učilnici, telefon, tablica, prenosnik. Presenečena sem bila, ko sem ugotovila, da je ena 60 let stara učiteljica, to je še mlada seveda, da nam zdaj napačno se izrazil, je prišla do naj in rekla, to je to, 2 uri, ker mi pa časih, ker imamo vedete sistem napredovanja, pa tih točk, da mora biti čez 7 ur izobraževanje, oziroma 24 urno, mi rabimo trening hiter. 2 uri pokažni in jaz bom jutri uporabil v učilnici. In je ta gospa prišla do naj, to je bila od 6 do 8 začer po službi, rekla, super ste bila, to je to. Jaz sem se pa en teden kregala za ravnateljico, ker je me na silo dala to delavnico, zdaj sem pa zelo zadovoljna. In je bila najboljša.
v skupini, ker je bilo to 4 skupine, vsi učitelji skozi ta 3 in je bila boljša kot mladi učitelji. To pa zdaj si upam povedati, izvirni greke pa, mi smo že šole tu vsebine, izvirni greke pa v fakultetah. So svetle izjeme, ampak mi na šole ne dobimo učitelje, ki bi bili trendovski, če veste, kaj mislim, in moramo mi še potem stari, mlajši, še potem te mlade učitelje, ki morajo on nas kaj učiti to, kar imamo na šolah, ker včasih smo to 2 svetov fakultete in tukaj mi, ker niti ne vedo didaktiki, kaj se realno pri nas na šolah praksi dogaja. In to je izvirni greh. Hvala, da ste se javili, Peter. Pa še nekaj, če smo konkurenčni, pa prilagajamo. Glejte, jaz sem z Bistrice Sotli, to je taka ena mala občina, ko mogoče misliš, nič ne bojo tam dosegli pa to, imam pa take ene lepe spomine, to bi rad delil z vami, da se vse da, in to je vedno pravi zgodbo, da nikoli ne smeš obupati, vse lahko dosežeš tudi zvezde. Jaz sem tudi tako kot kolegica uči robotiko, fantom kupo, vse ko je šola, da je bolj za deklice, ne? Fante pa neki se išče, kaj bi, pa smo kupili Lego garniture za robotke sestavljati, programirati in dam fantom tam na skupini, gledajte, to imate, malo se igrajte. Kaj iz tega nastalo? Po 7 letih so ti fantje hodili vse vikende v šolo, da smo je posebno prostor, ko je bil sneg, je hiši plužo. Oni so bili soboto in delo v šoli, a prije za matematiko soboto delo, veste, ker so bili notranje tako motivirani, tako je bilo zanimivo, z mentorjem seveda, ki je to želel, da smo postali 2017 državni prvaki, šli v Ameriko, Arkansas svetovno prvenstvo in mali dečki iz Bistrice Sotli, če hoče povedati. Problem pa je bil, veste kakšen, zbrati sredstva. Mi smo morali zbrati v enem mesecu 16.500 evrov, da je 7 otrok in 3 eksploracije odpotovalo v Arkansas na svetovno prvenstvo v robotiki. Jaz rekel, to bom poskusil, čeprav sem se bal, da ne bo. 8,5 smo zbrali. In potem, hvala Bogu, je učenja stopila naša ostala rekli, izredna seja, bomo dali še 8 zraven, pejte, ostali so svetovni prvaki. Eni iz Bistrice Sotli, ne? Kitajci, Singapurci, vse so premagali, ker so bili znani iz kmetijstva, prenosi. To so imeli takega robota, da je lev tam po tisti mizi in naloge pravljal. Ampak to ne veš, kaj se dogodi, ko daš otroku v roke, lej tole imaš. Lahko potem otrok dosežeš zvezde, če je notranje motivirati, če se nekaj stvari poklopijo. Moram pa zdaj povedati za gospodarstvo, ne? Ko nas smeš čas, žuga, dejte se prilagajati, dejte nekaj za tržišče. Mi smo to naredili. Smo šli do uspešnega podjetja, ki se ukvarja z robotiko, so naši fantje čez pol ure že programirali industrijske robote in smo seveda tudi prosili za donacijo, da gremo v Ameriko, da rabimo neko podporo, ne. So dali 100 evrov, ne, lepo, ampak naši domači društvo vinogradnikov je dalo 200. Veste, da kaj cena. Če želite pa nekaj ne doni, to podpri, ne gospodarstvo podpre. Včasih pa tega ni in pol vidiš, da ni to čisto tako, ko bi lahko bilo, ne. Tak da. Dobra izhodišča, hvala lepa. Obljubim, da bom ta glas pri potrebah tako, ja. Kaj bi rad bil, ko boš velik? Dobro vprašanje, ja. Že 2 leti sem tuhtal, kam bi sploh šel na fakulteto, tako da je to še bolj obširna tema, ampak trenutno, na začetku sem želel se pisati na medicino, da bi bil, ne vem, osebni zdravnik, kirurg, kakorkoli, kam bi me to popeljalo, ampak sedaj pa me je zelo začelo zanimati, v bistvu še bolj kot prej, sama znanost fizike, naravni zakoni, vse, kar v bistvu opisuje delovanje našega sveta in vsega okoli nas. Tako da sem se zdaj vpisal na fakulteto za matematiko in fiziko tukaj v Ljubljani in potem pa seveda želim to nekako preplesti z mojo prejšnjo željo medicine, tako da razmišljam še kasneje tudi o magisteriju medicinske fizike, tako da lahko v bistvu svojo kreativnost, znanje, inženirstvo, kakorkoli, prenesem
v medicinsko okolje in na področju, ne vem, rentgena, ultrazvoka, kakorkoli pomagam drugim ljudem, ker s tem vem, da nisem le jaz zadovoljen s tem, kar delam, ampak da je to, kar jaz delam, dela tudi nekaj dobrega za svet ter pomaga ljudem. To je tista v bistvu ključna vrednota, katere se želim držati, ker s tem vem, da bom precej zadovoljen, drugi pa bodo seveda tudi od tega nekaj dobrega odnesli in tudi svet bo nekaj dobrega odnesel, tako da ja. Lidija, kako mi pripeljete takšnega fanta? Mi ne pa zdaj govorimo o tem, da je treba kaj spremeniti v šolstvo. Ne? To se mi zdaj ne zdi pošteno, ne, za to debato. Ne, šala. Morda samo pod vprašanje, ne, če je Bogomir našel robote oziroma kocke in so nastali roboti, kakšno igračo v narekovaju naj tebi pošlje kdo, če jo še potrebuješ, da boš še bolj ustvarjal ali pa dobil še ta nek motiv? Ali je že dovolj? Mislim, da je zdaj... Da je zdaj že dovolj. Že dobro, ampak za naprej. Dobro. No, da je nekaj, da dopolnim Miho. Ne? Miha je med vrsticami že omenil, ni se posvečal zgolj šoli, klasičnemu učenju, da ne bi kdo to napačno razumel. Miha je bil ves čas tudi odličen športnik, sedaj je šport postavil malo na stran, kot smo se prej pogovarjala. Tako da našel je balans. Torej, nujno potrebuje vsak otrok neko zadevo, rečemo šport ali kakšno drugo udejstvovanje, ki mu pomaga, da dejansko odmisli tudi tisti naporen del šole. Šola, jaz mislim, da dovolj da učencu, da v nekaj uri do 2 na dan doseže svoj maksimum, ki ga pač želi oziroma ga potrebuje. Ves ostali čas lahko nameni še kakšne druge dejavnosti. Res pa je, da mora biti ta dejavnost tudi izvedena nekako z lastno željo otroka, da ni naporno, da se ne počuti, da mu potem prosti čas jemlje na nekih drugih področjih in da vidi, da lahko s tem tudi nekako si pripomore pri uspehih v šoli, ne, za neko dejavnostjo, ki jo opravlja. To je tudi pomembno. Mogoče bi sam dodal, da otrok ima možnost že v osnovni šoli, tudi potem kasneje, nek poligon za življenje, ki je sreča. Prijazne učitelje, stroge učitelje, takšne drugačne ljudi iz mesa in krvi, kakšni bodo tudi potem prihodnosti sodelavci. In ne delamo se tvar, ni svet popoln in tudi šole ne morejo biti popolne. Vsi se trudimo, ne, in v bistvu res pa imamo potem tudi odnotraj motivacije takšne otroke, kot smo spoznali njega, ne, ki je človek, ki bi ga vsaka mama želela, ne, kot se temu izrazim, ne, in da znajo balansirati šolo, zunanje aktivnosti. Prej, ko smo govorili o zahtevne za šole, mogoče šole ni bilo toliko zahtevne, ampak ni toliko ponudbe bilo včasih, kot je zdaj Dunaj, tenis, ples, hip-hop, to starši vse do večera in otrok je ob 8 večer utrujen, da bi karkoli za šolo, če počel, samo zvrne se v posteljo in že zazvoni zjutraj zvonec in gre v šolo in je drugo jutro dospan, ne pripravljen na pouk in to se potem sam stopnjuje. Ne? Mogoče ta balans, da tudi starši vedo, da ni pomembno, da ima toliko zunanje aktivnosti, mogoče ena je dovolj, tisto, kar ga veseli, po njegovi izboru, seveda otrokovi, ne bo starši uspel, ne. In čas, da starši pozamemo, da moramo mi svoje ambicije preko svojih otrok zahtevati, ker potem so lahko to hude duševne stiske otrok, ne, da ne bomo zdaj še šli v drugo temo, ne. Dejansko, nekateri otroci so preobremenjeni z dejavnostmi, ki jim rečemo prostočasne. Ne? In tudi to je bila ena tema, ko smo jo prav v podcastu obdelali, ne? Ali so preobremenjeni, ali je to mit ali resnica, in ugotoviš na koncu, da je v resnici šola enako dolga, kot je bila pred leti, da je manj ocenjevalnih obdobij kot pred leti, ne? Morda celo manj ocen, ne? Otroci so pa bolj preobremenjeni ravno zato, kar se dogaja popoldan. Klara, še eno vprašanje ne bom zdaj vprašal kot tvojega sošolca, no, skoraj da, ampak kaj pa tebe najbolj veseli? Ne kaj bi bila, ampak kje si najbolj srečna? Kaj počneš, pa te to usrečuje? Ja, v preteklosti sem trenirala balet in moram reči, da mi je bila to velika sreča. Takrat sem bila zelo hvaležna, da so me vpisali.
na to. Zdaj trenutno pa so moji hobiji predvsem risanje. Tudi v bistvu imam nek svoj stil sem ustvarila. Dobila sem za rojstni dan grafično tablico in zdaj ustvarjam in imam tudi mogoče neke ambicije v tem. Rišem v bistvu slike za majice in puloverje. Naprimer, tale je že ena izmed njih. Mogoče nisem na tem nivoju Vincenta van Gogha. Ampak ja, risanje je trenutno moja največja ljubezen. To pelje že v ta zadnje vprašanje. Naslov je res, da bil konkurenčnost, a ne zahtevnost, nezahtevnost. Ampak, ko se pogovarjamo, si pač moramo priznati, da je to, kot sta vidva na začetku zelo lepo rekla, odvisno od osebe, od posameznika. Zato morda čisto zadnje vprašanje, če bi, vse ravnatelja sta že oziroma pomočnica ravnatelja in lahko sprejmata zelo veliko stvari, ampak če bi pa imela neko čarobno palico in bi rekla, ja, sam mislim, ne, vidva bosta pa nadaljevala, da je za konkurenčnost slovenske osnovne šole nujno, da obdrži ali pa doda kaj. Če malenkost po sebi sodim, zagotovo bi si želela res, da bi bilo več neke tehnične usmeritve v naši šoli. Kot sem že rekla, zdi se mi pomembno in umetna inteligenca in robotika oziroma programiranje, ker v bistvu to neko logično zlaganje ukazov oziroma sklepanje, to ne da samo na tem matematičnem področju, če rečemo, neke prednosti otroku, ampak vse splošno prednost, tudi za druga področja, da bolj sistematično začne določene stvari opravljati oziroma se loti učenja in podobno. Nismo omenili prej pri tej zahtevnosti, da dejansko od nekdaj so bili učenci porazdeljeni po ocenah oziroma po uspehu od 1 do 5. Žal pa v zadnjem času strani staršev imamo občutek, da je pritisk na ocene oziroma na pričakovanja za njihove otroke usmerjen samo v ta zgornji del ocen. V bistvu nekako pozabljamo, da še zmeraj imamo enakomerno porazdelitev otrok. Niso vsi enako uspešni na vseh področjih. Tudi sama sta prej omenjala, ni nujno, da ti vsa področja ležijo, ne, sta povedala dijaka. In v bistvu, če bomo to znali sprejeti kot starši, razumeti, potem bomo vedeli, da je tudi naš otrok na nekem področju lahko zelo uspešen, zelo dober in v prihodnosti na svojem poklicnem področju uspe, kot je povedal tudi Bogomir. Pa še zadovoljen mora biti, ne? Ja. Hkrati pa bo imel dovolj časa, da bo lahko se posvetil tudi nekim drugim dejavnostim, ki niso vezane nujno na šolo, ga razveseljujejo, ga krepijo, mu dajo neko moč in v bistvu ga povzdigujejo in vidi, da je lahko pač tudi enakovreden člen v družbi kot vsi ostali. Bogomir, čisto za konec morda, ja, Krka. Ja, imam če ljubo palčiča. No, jaz bi bo tako, da bom kar vsekal zdale, jaz bi pa kar ukinil ocene, ker pač na te ocene smo tako navajeni, večina problemov je zaradi ocen, vsi nekaj hitimo, nadobivamo ocene, pozabimo pa na čisto dobro utrjevanje, na veščine, da potem otroci tudi bi imeli čas, pa rekli, tam imamo green screen, zeleno steno bomo posledili eno voščinco letno skupaj kot razred in se sam neka bitka drvi za ocenami, pritiski so zaradi ocen, ne, je pa res, da to, bom rekel, zdaj se fantastika naše družbi, ker že dal strogerske naprej, vse se nekaj meri, že tisto imamo opisno cene v šolah, ne vem, kolegica podila, ko nekaj piše esej o otroku, kakšen je, potem pa starš reče, no koliko je to zdaj za 3 ali za 4, ne? Ide že tukaj, ne? Vse se mora nekaj pretvarjati, koeficienti, ampak jaz mislim, da za dobro šolo, ne bom rekel prijazna šola ni enostavna, ampak zahtevna šola, ker to otroko da. Ko se spomne svoje osnovne šole, ne, tam malo nazaj, ne, šele potem sem cenil učitelje, ki so bili strogi, zahtevni, oni so mi dali največ. Tam, kjer smo se lahko malo pohecali, sem seveda dokradil v srednji šoli, ampak je bilo treba veliko več ljudi vložiti. Ne. Če je bil zdaj tako moder, kot tedaj, bi bilo drugače. Ne. Ampak tako to je, to ljub poligonsko življenje, da potem vsi odrastemo za dobre ljudi, dobre sodelavce, in da pomagamo drug drugemu.
v tem globalnem svetu. Ja, sam ne bom nič dodal, ker bi težko povedal tako dobro. Hvala lepa vsem štirim, da ste prišli, čeprav je bila tema takšna konkurenčnost, zdaj bomo tekmovali, smo se vendarle vračali ves čas nazaj ob moderni tehniki, ampak opominjali, da smo vendarle ljudje in da je prav dobrota pa sočloveško ravnanje in tako naprej še kako pomembno. Tako da hvala, uspešno obema, pred vama je še ogromno učenja, ampak upam, da tudi zadovoljstva. Vama pa želim, da dobro začnete novo šolsko leto in da čim bolj spodbujata tiste, ki skrbijo za našo bodočnost in prihodnost. Hvala za obisk. Z veseljem. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Brez skrbi. Slovenski otroci res na svetovnih tekmovanjih dosegajo neverjetne uspehe. Če ponavadi veliko minutaže dobijo športniki, ki so izjemni, ne spregledajte tudi tistih, ki pridejo nazaj z tekmovanj, zlato plaketo, medaljo in tako naprej. 2-milijonski narod namreč mnogokrat v znanju, iznajdljivosti, retoriki in še čem premaga tudi tiste menda najboljše šolske sisteme na svetu. Hvala, do naslednjič.